Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci, vdajo Pristna ženska, v kateri danes gostim Anito Šumer, obraz za družomanijo. Anita, kaj je zate pristna ženska? Pristna ženska, tista, ki si dovoli živeti sebe, ki sprejema sebe, ki sprejema to fizično telo in ki ve, da ni samo to fizično telo, da je povezava z mamo Zemljo, da je povezava z vesoljem, karkoli želiš to poimenovati. Ja. Ki si dovoli izražati in ki se ne boji. Ampak tudi, če se boji in jo je čisto strah, še vedno gre za tem, kar čuti, da je prav in pristno zanjo. Ker pristnost je pogum. In o pristnosti in o preprostih stvarih, kot je peka kruha in butik, se bova pogovarjali v oddaji Pristna ženska. Glejte nas. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. V tokratni oddaji se bomo poglobili v svet, ki združuje preprostost narave, čarobnost kruha in moč človeškega dotika. Moja današnja gostja je izjemna ženska, ki svojo zgodbo, znanjem in iskrenostjo navdihuje tisoče. Z nami je Anita Šumer, ustvarjalka znamke Družomanija, avtorica knjižnih uspešnic, predavateljica in ambasadorka družin v Sloveniji in po svetu. Anita ni le mojstrica kruha, je ženska, ki je iz izgube ustvarila ljubezen. Iz bolečine je zamesila moč. Iz drobnega koščka materinskega testa, druži, je preraslo v njeno življenjsko poslanstvo. Svoje znanje je delila na več kot 150 delavnicah v več kot 10 državah ter napisala 3 uspešne knjige. Med njimi Družomanija, ki je leta 2019 bila razglašena za najboljšo knjigo o kruhu na svetu. Anitina zgodba pa se tukaj ne ustavlja. V zadnjem obdobju je stopila še globlje v svet človeškega stika, energije in zavestne prisotnosti. Kot izvajalka kundalini tantrične masaže, kjer skozi dotik in prisotnost podpira posameznike pri prebujanju življenjske sile, notranje moči in celostnega zavedanja telesa. Srčno sem vesela, da je danes z nami, zato draga Anita, dobrodošla. Topel od rožnostih pozdrav. Hvala za povabilo. Z veseljem. Anita, povej nam najprej za začetek, kdo je Anita, ko odloži predpasnik? Predvsem strastna ženska, strastna fermentatorka življenja, karkoli mi življenje pošlje na pot. Skozi proces fermentacije, skozi alkimijo, poskušam transformirati in narediti še nekaj boljšega iz tega. To je dejansko osnova ženstvene energije, da vedno znova naredi preobrazbo, da alkimizira vse, kar pride v njeno življenje, v nekaj večjega, boljšega, višjega. Ampak tvoja zgodba se je začela malo drugače. Začela se je kot zgodba, v kateri jaz vidim eno izjemno človeško ranljivost, ljubezen, veliko ljubezni, veliko poguma in dajanja. Kako si v tem prelomnem obdobju v svojem življenju zmogla ostati usidrana v sebi, da si držala prostor za vse te čustvene vrtince, ki so se takrat dogajali? Tako bom rekla, 2012 je ta moja zgodba Družomanije začela pisati iz ljubezni. Do sočloveka, do mojega pokojnega moža Saša, ki je potem 2019 stvoril samomor zaradi psihične bolezni. In to je bila zame do zdaj največja iniciacija. Če se je Družomanija začela iz ljubezni do sebe, se je potem ta nek drug del, ki se je potem s to smrtjo začel prebujati, aktivirati v meni, ko sem si dovolila začutiti vso razsežnost, vsa čustva, vso bolečino, žalost, jezo, bes, cel spekter vsega, v bistvu skozi telo.
ko sem začela tudi sprejemati telo, ko sem začela hoditi v stik s telesom. Ja, je bila velika preizkušnja, Velika transformacija. Ja. Prava ognjena alkimija, ker takrat se res veliko procesov se zgodi v človeku, ampak kje si našla vodilo, da si lahko šla naprej skozi vse to? Kaj je bila tista lučka, ki je peljala skozi to temno noč? Na začetku zagotovo so mi pomagali druži. In sem se vrgla v delo. In sem močno fermentirala, močno sem družila, pekla, ustvarjala, napisala drugo knjigo, mi začela še tretjo, se je tako nekako obrnilo vse skupaj. Pa me je telo opozorilo, da pa si nisem dala dovolj časa, da bi sprocesirala, sfermentirala vse, kar se mi je zgodilo, in potem se je začelo tako postopoma odklepati. Torej, če sem najprej našla moč v družeh, sem potem našla moč v ljubezni do sebe. In hkrati tudi eni srčni podpori prijateljic, ki so me stale v strani. Ja, družomanija se je rodila iz ljubezni do moža. Ja. Kaj je bil povod, da si vzela druži in zamesila to ljubezen skozi kruh? Sašu so odstranili žolčnik in potem ne mogel jesti kruha z običajnim kvasom, ker ga je zelo napenjalo, ker so v bistvu običajno imajo ljudje težave ali pa mogoče s kakšnim presnavljanjem glutena, kakšne intolerance in podobne zadeve. Njemu so pač žolčnik in potem sem začela raziskovati, se spomnila, kako je babica pekla, v spletu poiskala, napravila svoje druži, ker seveda prve niso uspele. Nas pa druži in seveda tudi življenje učijo potrpežljivosti in vztrajnosti, da ne odnehamo. Tudi če nam prvič ne uspe, sem naredila še ene, no, ta druge so pa z mano že zdaj, torej 13 let. Rudl. Kaj so ti druži pomenile takrat, kaj ti danes pomenijo druži? Na začetku seveda pač kot en sad ljubezni, moka voda in zraste nekaj čudovitega, nekaj živega, oživi. Živega, ne? Neka taka vez se vzpostavi, ko poimenujemo svoje druži. Potem v tem prehodnem obdobju so, kot tudi neko uteho. Malo sem se tudi skrila v to delo, v druženje. Zdaj pa nekako, če sem na začetku mogoče rekla komplicirala, da sem šla res v globino celega procesa druženja, zadnje 4 leta močno poenostavljam. Šla sem v globino, da zdaj vem, ok, to lahko odstrani to, ampak še vedno osnova deluje. Tako nekako se vračamo nazaj, tudi naši predniki, prednice so pekli z družmi, ampak oni niso to komplicirali. Tako na splošno, ko gledam, kako kompliciramo v življenju, zdaj jaz močno poenostavljam in rečem poenostavljeno druženje za tvoje popolno življenje. Tudi to je eno vstopno mesto za pristno žensko, da začne odmetavati tisto, kar je nepotrebno, kar je balast, kar otežuje stvari in pride bistvo do izraza, ker dejansko veliko žensk ne zna peči z družmi, zato ker jim ne uspe. Je to ta želja po popolnosti razlog? Kaj pa vem, mogoče, če se nečesa lotiva, seveda si želimo nekje, da nam uspe. Ja, zagotovo. Saj pač. Popolnost, kaj pa vem. Ni popolnost tista, kar je, v bistvu se vrniti k preprostemu načinu, zaupati in enostavno povezati s sabo, povezati z naravo, čutiti testo, uporabljati vsa ta čutila, vse, kar nam to telo omogoča. Povej mi še, kje si dobila pogum, da si šla za svojo zgodbo v javnostjo? Ker si ti dejansko tudi povedala, kaj je bil razlog, da se je družomanija rodila. V bistvu, največ poguma, tako nekako sem začutila verjetno 2 leti nazaj, ker sem tudi podelila, kaj se je zgodilo 2019. Zakaj se je tako zgodilo, zakaj sem v bistvu tudi jaz bila tiho, zakaj sem se zelo potegnila vase, zakaj nisem tega delila. Pa, ko sem nekako sfermentirala, sem začutila, da je čas, da podelim to zgodbo. Da
na tak način, kaj sem iz tega v bistvu potegnila, kaj mi je ta izkušnja dala. Ja. Da jaz sem šla vmes v vlogo žrtve in sem se smirila sama sebi. Soočati se z izgubo je, mislim, da največji stresni faktor, ki ga lahko človek doživi. Ja, je bila, najprej sploh nisem mogla dojeti. Pol, ko sem dojela, nisem bila možna začutiti celotne razsežnosti. No. In potem se je tako počasi odpiralo, odklepalo, koliko sem bila pač pripravljena. No. In da bova zdaj naredila en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci, nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim Anito Šumer, žensko za drožomanijo. Anita, zdi se mi, da si iz nečesa tako preprostega, kot je peka kruha, pravzaprav ustvarila svojo pot osebnostne rasti. Se motim? Ne motiš se. V bistvu je tako vse povezano. To, kar se nam dogaja v poslu, kar se nam dogaja v osebnem življenju, vse je prepleteno, vse je povezano. In če se je prvi del drožomanija rodila iz ljubezni do pokojnega moža, to, kar zdaj me nekako kliče, kar me je že poklicalo, se pa rojeva v bistvu iz ljubezni do sebe. Ampak ta peka kruha, v tem jaz vidim eno pomembno simboliko. Vedno je, ko je kuhinja zadišala po sveže pečenem kruhu, je to bilo izraz ljubezni ženske do svoje družine. Navsezadnje v tem tudi vidim kot en ritual, ena umiritev za tistega, ki peče, da se vrača k sebi nazaj. Za nekomu je to recimo joga, tako kot je recimo meni, nekomu nekaj drugega. Je bila peka kruha oziroma je peka kruha še vedno eden izmed tvojih načinov, da se vrneš v ta globok stik sama s sabo? Zagotovo. Peka za drožmi je eden od izrazov ljubezni. Zame vsak kruhek, ki ga spečem, vsake droži, ko jih nahranim, ko jih povonjam, ko odprem tisti kozarček in ko fajn dišijo, je meni. Življenje. Ja. Ja, ker že to mama kruhek. Mama tukaj. Mama za poskusiti potem, a ne? Odlično. Ja, ljubezen, čista ljubezen. In hkrati dojemam peko kot ritual, kot meditacijo. Zdaj, pač rituali ali obredi. Ko smo prisotni, ko smo tukaj s sabo, s tem, kar se dogaja, s svojim telesom, ali smo v stiku tudi s kom drugim, v stiku z naravo, povezani, gor in dol, v svojem stebru. Ja, v svojem stebru usidrani in smo res prisotni v trenutku tukaj in zdaj. In to je, se zliva potem ljubezen, ki jo mi čutimo v sebi, zlivamo recimo skozi peko kruha, to ljubezen podelimo potem z drugimi. In je to res nekaj tako zelo preprostega, ampak v bistvu kar malo zapostavljenega. Ne vem, če je peka kruha čist enako, kot je bilo včasih. Ampak se vrača po mojem to, ne? Ta prvinskost do peke kruha, no ti si v tem popolnoma strastna. Ja, peka za drožmi je definitivno to. Jaz se včasih šalim in pol rečem, da je peka s kvasenke običajen hiter seks. Madonna. Peka za drožmi pa mogoče eno tantrično ljubljenje. Zelo zanimiva primerjava. Jaz mislim, da bodo zdaj še moški začeli kruh peči. Na delavnicah, kako bi rekla, zadnje čase ful prepletam tudi stvari, dodajam druge stvari, imamo eno takšno degustacijo kruha, uporabljamo vsa čutila. Zelo zanimivo. Povej nam malo več o tej delavnici. O tvojem ustvarjalnem delu, ker kot sem uvodoma povedala, 150 delavnic, 10 držav, predavaš, napisala si 3 knjige, eno od teh je najuspešnejša knjiga 2019 o peki kruha. Kako izgleda ta ustvarjalni proces? Od iskre do knjige ali pa od druži do delavnice? Jaz bi rekla mogoče, da se je tudi s ta tretjo knjigo, ki je v bistvu prva knjiga v zgodovini Slovenije, da je prejela nagrado kot najboljša kuharska knjiga na svetu. Med več kot 1600
Čestitam. 1600 knjigami, ja. In to knjiga nekako se mi zdi, da je začela nakazovati to umetniško plat, to lepoto. Ta knjiga se je nekako, sem jo ali se je pisala tudi v gozdu, na mahu. In te je res veliko ljubezni, lepote, ustvarjalnosti. Pač pride navdih, včasih pa, če pa slučajno ne čutim navdiha, pa naredim kakšno svojo prakso iz drugih področij, kakšna tantrična praksa ali pa kakšna praksa utelešenja, da pride potem ta iskra življenja, da se spet malo pržge ta ogenj noter. Ja, ženska potrebuje vedno ta prazen prostor, ne? Mora iti v umiritev, počakati, počivati, fermentirati. Ko se nič ne dogaja navzven, navznoter pa veliko, da pride do te iskre in potem začne spet ustvarjati. In potem se skozi to ustvarjalno iskro rodijo tudi tvoje delavnice in predavanja. Kako izgledajo te delavnice? Po principu poenostavljenega druženja. Nekje 2 uri pa pol ali pa tudi do 3 ure, odvisno. Zdaj imam tudi delavnice brez glutena ali pa z glutenom. In potem prinesem s sabo droži v različnih stadijih, da potem vsi udeleženci točno vedo, kakšne ne bodo zdrave droži. Vsak zamesi svoje testo, vsak prejme tudi en tak komplet izdelkov, podpiram domače, ekološko, slovensko, če le gre. Tudi te povezave s kmeti, da vemo, od kod dobim žito oziroma moko. In potem jaz pa prinesem tudi predpripravljene vse ostale korake. Zato, ker pač v teh 3 urcah ne moremo speči kruha za drožmi, lahko pa predstavim, pokažem cel postopek, da ga ljudje začutijo na različne načine. In seveda imamo degustacijo, ne? Ja, seveda. Da si se ravno kar vrnila iz Bosne. Si imela tam delavnico? V bistvu imela sem delavnice v Zagrebu in Splitu in potem še v Makarske. In potem sem rekla, ker sem bila že tam spodaj, bom šla pa še v Medžugorje usput in sem se pol pospela še na Brdo in potem šla v Mostar in potem na Visoko. Nazadnje, ko sem bila v Bosni, sem bila pred 10 leti. Glih včeraj sem preverila, 10 let nazaj sva bila prvič in zadnjič skupaj s Sašom še. In takrat se v bistvu spomnim, koliko je bilo mogoče tudi malo obarvano z boleznijo, koliko so bili neki strahovi prisotni. Tudi na začetku, ko sem jaz rekla, ok, bom šla pa čez Bosno, zdaj, ok, zdaj moram biti pa malo previdna. In sem prav začutila, koliko prihaja nekaj iz preteklosti. In zdaj, ok, priložnost, da to lepo pogledam in sfermentiram do konca in spustim. In potem sem šla na Visoko, tunele, pol pa še na usput malo, sem še nekje še ostala v Laktaših in pol lepo včeraj, ne včeraj, 2 dni nazaj, torek. Kako je bilo na delavnicah? Živo. Ja, živo. Nekatere delavnice sem potem odpovedala, ampak zdaj, ko sem videla, kakšen ritem je šel skozi, je bil super ritem, ker sem si prejšnjo rundo imela zelo napolnjen, zdaj pa izgleda malo poletje, pa mogoče tudi fokus je drugje, spodaj tudi turistična sezona še je že začela, ne? Čisto popoln razmah že. In potem sem par predstavila, nekaj sem združila, tako da sem imela pol še jaz vmes malo res čas, da se spočijem. Odlično. Zelo veliko skupnost imaš, zelo veliko ljudi ti sledi. Kako ohraniš stik z vsemi svojimi sledilci? Prisotna sem na Instagramu v slovenščini kot Drožomanija oziroma v angleščini kot sourdough_manija. Imam pa tudi svoj profil, ki ga uporabljam tudi za druge zadeve, Anita.Sumer. O tem se bomo še kasneje dotaknili, a ne? Drugače pa ja, objavljam v zgodbah, pa tudi na Facebooku sta obe dve strani. Če mi kdo kaj napiše ali pa na mail, včasih tudi voice pošljem, glasovna sporočila. Tako da ja. Z kruhom, z drožmi si spremenila sebi življenje in zagotovo tudi marsikomu drugemu. Najbrž ti to tudi velikokrat povejo. Kaj ti to pomeni? Spremenila si mi z drožmi moje življenje. Kako vam rekla, jaz sem v bistvu samo pokazala. Kako? Jaz sem samo pokazala, predala to znanje. Kako pa ga nekdo začuti in kaj potem se pač v njem premakne. Torej, jaz sem se malo pofacilitirala. Ampak je pa lep občutek,
tak ganjenosti, hvaležnosti, ljubezni. Ja, pa smo spet pri ljubezni. Ja. Ja. In kruh, peka kruha je nekaj tako prvinskega in tako lepega in tako toplega, kot res en topel, varen objem ženske energije, ki deli ljubezen navzven. In to je res nekaj čudovitega. Nadaljujeva po kratkem odmoru, počakajte pred ekrani. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke in cenjeni gledalci, v pogovor z Anito Šumer. Anita, nisi samo obraz družomanije, zdaj si se podala še v en čisto drug svet, in sicer v svet energijske tantrične masaže. Povej nam najprej, kaj sploh ta masaža je, za vse tiste, ki ta termin ne poznajo. Zdaj, po tantrični masaži se lahko marsikaj skriva, ne? Tudi včasih kakšna erotična masaža, ampak v mojem primeru to ni to. Je ena taka zelo zdravilna tehnika, masaže celega telesa, kjer v bistvu prebujamo to energijo, ki je običajno skoncentrirana v spodnjih delah, ki je mogoče v obliki kot ene surove nafte, in to energijo potem pač s potegi, z usmerjanjem dvigujemo in na tak način se tudi ta energija prečiščuje. To je v bistvu zelo zdravilna energija. Energija, ki zdravi, ki poživlja, ki lahko počisti, kaj ima za počistiti. V bistvu, da od spodaj gre energija gor in hkrati pač tudi od zgoraj energija navzdol. Ja, po obeh kanalih in po sredini. Masira se res celo telo, kar pomeni, da se masirajo tudi prsi, lahko se masirajo tudi genitalije, seveda, če je oseba pripravljena za to. Jaz vedno pred samim potrditvijo termina naredim en zoom klic, da ugotovim, s kakšnimi nameni prihaja oseba, da začutim jo, imam par vprašanj postavljenih, a ima podporni življenjski slog. Ker če nekdo pač res ne skrbi zase, lahko tudi ta masaža potegne na površje, po domače rečeno, pač drek. Ker so zamašene poti, in pol ta energija močna in pol pač taki putne. Zakaj se odločajo ljudje za takšno vrsto masaže? Lahko povem tudi iz osebnih izkušenj. Jaz sem prvič bila pred 4 leti nazaj na eni seriji 3 masaž. Takrat pač po smrti moža mi je bil dan čas, stik s telesom, za čutenje, za tudi čutnost, senzualnost, povezavo s telesom. Ja, takrat sem se odločila predvsem zaradi tega, da si dam to izkušnjo. In po teh masažah se mi je začelo zelo odpirati. Včasih ima kdo kak bolečine tle v hrbtnem predelu, v križu, kakšna zastala energija, predvsem ta spolna energija. Mene po tisti eni masaži, meni je bilo, wow, a je to mogoče. Ja, te je prižgalo, verjetno, ne? In pač sprostilo se je. Res pa tudi na tak način, ko pač manipuliramo fizično, ko masiramo fizično telo, se sproščajo različne, lahko kakšne travme. Vzorci. Da. In ko dovajamo pač obe energiji, se na tak način lahko zdravi. Sprosti in pozdravi. Ne bom rekla, da je zdaj to čudež, da je treba samo ena masaža, to. Je pa tudi res, koliko prehajamo v sam stik s telesom, v čutenje telesa in da si dovolimo tudi, ne glede na to, kar pride skozi, ali pride jeza, ali pride žalost, ali pač kakšno drugo čustvo. Ali pa sproščenost. Ali pa celo užitek. Pač cel spekter. Ker čustva so vsa, mi imamo blokade do čustev, v bistvu smo pa človeško bitje, ki smo prišli okušati vsa čustva. Ženske imamo pri tem izražanju ali pa sprejemanju čustev, se tudi moški, ampak če se zdaj navežem na ženske, velike težave. Tudi zahodni svet nasili ven iz čutenja.
Masaža nas vrača nazaj noter in verjetno je to eden izmed možnosti, da ženske sploh začutijo, kaj pomeni biti res sproščen v svojem telesu. Kakšen je sploh ta občutek, ker že da ti iz tega mrzličnega vsakdana se še včasih nekdo ne zna niti za 5 minut v miru usest, pa se sprostiti, pa vdihniti, izdihniti, je verjetno masaža eden izmed načinov, da sploh zaznajo, kaj je ta občutek globoke telesne sproščenosti, ki pa jo ženske nujno rabimo, a ne? In tukaj bi posebej poudarila tudi ta vidik varnosti. Kako se počutimo, kako se počuti stranka, ki pride k meni. Da res zagotovim en varen prostor, da z vso ljubeznijo in spoštovanjem pristopim, ker sem imela pač tudi jaz v otroštvu strani očima zelo neprijetne izkušnje. In vem je, kako ko nekdo krši tvojo integriteto. Vstopi v osebni prostor, sploh če to je na intimnem področju. Da, in kako sem se potem na ta način zaprla. In potem tudi v zakonu sem bila zelo zaprta. In potem po smrti sem pa se začela to kar pač odpirati, dajati v stik s tem, si dovoliti začutiti, kar pač je bilo za začutiti. In zato mi je tako sveto mi je ta varen, zavesten dotik, poln spoštovanja, poln ljubezni, kjer ničesar ne jemljem, ampak sem dajem, sem pustim, v bistvu grem v kanal in pustim, dam v najvišje božansko dobro osebe, ki prihaja, in spustim skozi. Zdi se mi, da je bila družomanija izraz ljubezni do tvojega moža, energijska tantrična masaža pa je darilo tebi in tvoji vračanju k ženstvenosti, k globokemu čutenju in stiku samo s seboj. Se motim? Zagotovo je tako, v bistvu ta tantrična energijska masaža je en delček in zdaj v bistvu dodajam, da sem v sklopu 9-mesečnega izobraževanja za facilitatorko utelešene tantre. V bistvu teh tantričnih praks, ampak da res pač začutimo skozi telo, kar nam to telo omogoča. Nič ni dobro, nič ni slabo. Vse je, zdaj pa koliko pač naš to interpretira. Ampak da res dih, da si dovolimo, dih je... Ja, brez njega ni življenja. Brez njega ni življenja, koliko lahko to tudi z energijo pokrožimo. Gibanje in glas in zvok. Da vse to damo skupaj in si dovolimo izražati se v ljubezni in v stiku s sabo. In ljubeče tudi nekomu reči ne. Jaz se strinjam. Zelo ljubeče. Ker takrat, če nekomu rečeš iz ljubeznijo ne, rečeš sebi z ljubeznijo ja. In tudi tukaj ženske velikokrat kršimo te svoje primarne meje v strahu, da bomo zavrnjene, da bomo odrinjene, da bomo spregledane, če rečemo nekomu ne. In potem sami sebe dodatno še povzročimo najglobljo rano, da prizadenemo sebe, zato da ne bi koga drugega. Kam te kliče srce? Kako izgleda tvoja prihodnost? Zdaj sem, tako se počutim, kot da sem na nekem razpotju. Nekako prihodnost točno mi še ni tako skristalizirana, ampak me zagotovo kliče tudi pač ja, ta utelešena tantra. Ta zavesten način življenja. Hkrati pa povezava vsega. In fermentacije, in zdravega načina življenja, da poskrbimo za to fizično telo, da poskrbimo za srce, da umirimo svoj da se prizemljivo, ampak hkrati, da smo povezani. Ampak na preprost način. Na preprost način, preproste prakse. Zelo preproste prakse. Peka kruha, človeški dotik, brez katerega ne moramo funkcionirati. Človeški dotik je nekaj najbolj pomembnega. In kruh je kot en topel objem. Dajanje ljubezni. Dotik je pa spet dajanje ljubezni sebi in drugemu skozi energijo, skozi ljubezen, skozi preprostost, skozi dih. So to te vrednote, ki te vodijo skozi življenje? Zagotovo. Ljubezen, spoštovanje, varnost, ustvarjanje varnosti v sebi,
in zunaj sebe. Odkrita, odprta komunikacija. Dati sebi dovoljenje za izražanje. Ne glede na to, kaj bo druga stran, ker to izrazimo. To je v bistvu vse, kar gre iz nas, ampak kako druga stran to sprejme, je povsem Njena percepcija. njena percepcija. Ja. Ali vzame ali ne vzame, odslika njeno stanje. Nikoli ni to Ja. v povezavi z nami. Kaj bi želela za konec sporočiti našim gledalkam in gledalcem? Ja. V preprostosti se skriva ljubezen, v komunikaciji, v sprejemanju sebe, vseh delov sebe, tudi tistih, ki smo jih mogoče včasih tako malo odrinili na stran. Ja, sprejemanje sebe. In s tem, ko sprejmemo sebe, ko damo sebi vso to ljubezen, ves ta dotik, to čutenje tega telesa, se prižgemo. In v bistvu potem smo v kolučke, ko pač prižigamo druge. Najlepša hvala za to lepo zaključno misel. Ne bi se mogla bolj strinjati, ker ko smo mi polni vsega dobrega, ljubezni, dotika, sprejemanja sebe, ta isti blagor lahko podelimo nekomu drugemu. Tako da sem ti res izjemno hvaležna za tvoje dragocene modrosti, za tvojo ranljivo zgodbo, ki si jo z nami delila. Ni enostavno, se globoko lahko povežem s tabo in sem ti res hvaležna, da si bila tako pristna. Hvala tebi. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, da ste bili z nami tudi vi. Naj vas Anitina zgodba opomni, da je v preprostih stvarih skrita največja moč. Naj vas povabi, da tudi vi zamesite pogum, spečete svojo resnico in jo z ljubeznijo delite s svetom. Do prihodnjič v naslednji oddaji Pristna ženska.